No, predsednik Trump očitno spravlja vse ob pamet. Upajmo, da je Islamska republika med tistimi, ki jih spravlja ob živce. Poslušajmo, kaj je povedal včeraj. Kako blizu ste bili temu, da bi izvedli napad? Bil sem. Bil sem 1 uro stran. Vse je pripravljeno. Poklicali so. Slišali so, da sem sprejel odločitev. Rekli so, gospod, ali nam lahko daste še nekaj dni? Ker mislimo, da so razumni. Kako dolgo še čakamo? No, Mislim, govorimo o 2 ali 3 dneh, morda petek, sobota, nedelja, nekaj takega, morda v začetku naslednjega tedna, za omejeno obdobje. Upam, da nam ne bo treba opraviti dela, ampak morda jim bomo morali zadati še en močan udarec. Še nisem prepričan. Zelo kmalu boste izvedeli. V redu, Mark. Torej je rekel, da bi lahko bilo v petek ali soboto, nedeljo, karkoli. Samo poskrbimo, da vsem povemo, da je danes sreda, 20. maj. Kaj meniš o vsem tem, Mark? Torej, mislim, da Trump rekel si, da vse spravlja ob pamet, ampak rekel si tudi, in upam, da to drži, pravzaprav vem, da je to res, najprej in predvsem, Irance spravlja ob pamet. Objavlja vse te čudne videoposnetke, kjer veste, poveljuje operacijam, uničuje iranske ladje, uničuje druge iranske vojaške zmogljivosti. Ves čas pravi, da si želi dogovora. Pravi, da Iranci niso resni. Pa so resni. Na Irance je izvajal velik psihološki pritisk. In to je dobra stvar. Tako kot pravite, če so ljudje na Zahodu zmedeni, tudi Iranci ugibajo in to nanje ustvarja velik pritisk. Vzporedno s to strategijo izvaja tudi ekonomski pritisk na Irance, kaj ne? Nihče o tem ne govori, ampak izvaja stalno gospodarsko blokado. Nobenega trgovanja ni mogoče opraviti prek iranskih pristanišč, kar pomeni, da ne morejo izvažati svoje nafte. Očitno nisem inženir, ki bi bil strokovnjak za te stvari, ampak očitno, če njihova naftne vrti ne začnejo znova delovati, se začnejo uničevati. Morajo jih zapreti. Z drugimi besedami, iranski režim se sooča z resnimi gospodarskimi krizami, ki se vsak dan stopnjujejo. In to pomeni, ali bodo imeli denar za plačilo svoje vojske, ali bodo imeli denar za podporo revolucionarni gardi, kako dolgo lahko tako nadaljujejo. In končno obstaja ta grožnja, da se bomo vrnili, in rekel je, da jih bo močno udaril. Stalna grožnja, da se bomo vrnili in močno udarili Irance. Resnica je, da jih močno udariti lahko pomeni različne stvari. In zelo je nejasen glede tega, kaj pomeni močno jih udariti. Tudi to ustvarja pritisk na nje. Teoretično lahko ponovno začne bombardirati Teheran, lahko napade infrastrukturne cilje, lahko napade cilje okoli ožin, da bi jih odprl, lahko napade otok, od koder izhaja ves izvoz nafte. Ima celo vrsto možnosti. In mislim, da so vse karte v rokah predsednika Trumpa. No, tukaj se strinjam z vami, da so karte v njegovih rokah. In zato je za mnoge ljudi frustrirajoče, da je izrekel te velike grožnje, nato pa popustil in rekel, dajmo priložnost pogajanjem. In potem se pogajalska ekipa vrne in reče, da Teheran ni pripravljen na pogajanja. In zanimivo je, da ves čas omenjate Irance. Vem, da ločujemo med iranskim ljudstvom in režimom. In kar razumem od nekaterih ljudi, Irancev, ki živijo v Ameriki in drugod, ki so imeli nekakšen stik s sorodniki in podobno. Pravijo, da so ljudje v Iranu, ki so podpirali in navijali za predsednika Trumpa in premijeja Netanjahuja, vse bolj razočarani in frustrirani. Ker so mislili, da je pomoč na poti in zdaj so, in res je bilo tako, ampak ta prekinitev vojaških akcij in celo to, da Amerika ni bila tako odločna v Hormuški ožini, kot bi lahko bila. Torej, tukaj je stvar. Optimisti, ki si želijo popolnega poraza režima, pravijo, da je predsednik Trump pravzaprav zelo pameten, ker je težko izvesti presenetljiv napad, ko vsi vedo, da prihaja. In že 2-krat mu je to uspelo, da je izvedel presenetljiv napad, kljub temu, da so vsi vedeli, da se bo zgodil. In morda se to dogaja prav zdaj. Moram to še enkrat poudariti, to smo že večkrat povedali, da na Bližnjem vzhodu in še posebej med džihadisti, radikalni islamisti, vidijo to, kar počne Trump, kot šibkost. Res je, da so zmedeni, ampak ali bo napadel? Ne bo napadel.
ampak hodijo naokol, tudi pri Združenih narodih kot pavi. In to je po eni strani zaskrbljujoče. Ampak glede tvoje točke o tem, da jim zmanjkuje denarja, se izkaže, da Hutiji, njihova posredniška sila, Hutiji, niso bili plačani že 6 mesecev. Niso dobili ne orožja, ne denarja. In Hutiji so siti vsega in so rekli, no, če je tako, če nismo plačani in ne dobivamo orožja, zakaj bi vam potem pomagali v tej celotni operaciji proti Izraelu in Ameriki? Torej, bi mislil, da če je to, kar so poročali o tem, da se Hutiji oddaljujejo od Irana, ker ne dobivajo več podpore kot prej, ali je to začetek nečesa večjega? Kaj ne? Je torej to začetek, da iranski režim končno popušča pod gospodarskim pritiskom? Zdaj, gospodarski pritisk ni tako vznemirljiv kot vojaški pritisk. Pri vojaškem pritisku vidiš eksplozije, vidiš vzletanje letal, vidiš izstreljevanje raket. Ja, to je veliko bolj dramatično, to je veliko boljši material za televizijo. Ampak gospodarski pritisk morda je počasnejši, vendar je lahko zelo, zelo učinkovit in lahko povzroči, da se režimi zrušijo. Moramo se spomniti januarskih demonstracij proti režimu. Seveda si ljudje želijo svobode. Seveda si ljudje želijo videti drugačno vlado v Iranu. Toda ljudje pravijo, strokovnjaki pravijo, da so jih k temu predvsem spodbudile gospodarske razmere. Ljudje, veste, sedijo v Teheranu in nimajo pitne vode. Predsednik Irana govori o evakuaciji prestolnice. To je bilo pred vojno, ker se infrastruktura sesuva. Tudi z elektriko so težave, poleti pa je Teheran vroče mesto, kajde? Ekonomski pritisk je zelo, zelo, učinkovit. Izpostavil si dobro točko, praviš, vendar iranski diplomati in njihovi uradniki hodijo naokoli, veš, s napihnjenimi prsmi in s tovrstno ošabnostjo, ter mislijo, da zmagujejo. Nisem prepričan, da je to res. Mislim, da gre za igro. Želijo igrati igro in reči, da to nanje ne vpliva. Ampak mislim, da zagotovo vpliva. Mislim, da so v slabem položaju in se tega zavedajo. Zdaj je njihova edina strategija ta, da Trump ne more vzdrževati te politike. Ne? Da je Trump pod časovnim pritiskom in želi, da se vse skupaj konča do 4. julija, ali pa da se konča pravočasno. Svetovno prvenstvo v nogometu poteka, kar Izraelci imenujejo mondial. Veš, naj bi potekalo v Ameriki, Kanadi in Mehiki. Ali pa ima novembrske volitve. In mislim, da tisti ljudje, ki pravijo, da mora Trump hitro doseči dogovor, hitro doseči zmago, motijo se. Mislim, da ima čas. Najprej, celotna zadeva glede cen nafte, te so šle gor, ampak so se stabilizirale okoli 100 in nekaj. Ne? In lahko bi šle dol, ker je Amerika povečala črpanje nafte in počasi bo nafta prihajala tudi iz drugih krajev. In vsa ta stvar, ko ljudje pravijo, da bi lahko šla nafta na 200 na soček, to se ne bo zgodilo. To se ne bo zgodilo. Drugič, Trump, mislim, da je bila včeraj anketa v New York Timesu, ne bi smel brati New York Timesa, ampak včasih ga moraš, ja. Rekli so, da 70% republikanskih volivcev podpira to, kar predsednik počne glede Irana. Prav, to je 70% njegove baze. Veš, to je zelo priljubljeno med njegovimi podporniki. In pravzaprav je zanimivo, na teh volitvah vsi pravijo, da mora to rešiti do novembra. Torej, najprej očitno senat ni v igri. Predstavniški dom, vsi so domnevali, da gre tako ali tako k opozicijski stranki, ampak zdaj z novo razdelitvijo volilnih okrožij vsi pravijo, da imajo morda republikanci resno možnost, da ga obdržijo, kaj ne? In tako ideja, da mora popustiti, da bi lahko zmagal novembra, bi rekel, da če popusti in sklene slab dogovor z Iranci, mu to novembra ne bo pomagalo. Potrebuje zmago novembra. In tudi, če to zmago doseže 2 dni pred volitvami, mu lahko pomaga, da zmaga. Torej, ideja, da ne more ohranjati tega pritiska na Iran. Vsi to pravijo, povsod je v medijih. Ampak to ni nujno res. Ne, to, kar pravite, je popolnoma pravilno. In mimogrede, vsi nogometni navdušenci, ki nas poslušate ali gledate, prosim, ne bodite užaljeni. Ampak govorila sem z nekom v Združenih državah, ki je dobro obveščen, in sem omenila svetovno prvenstvo v nogometu, ki je na začetku junija in se hitro približuje. In rekla sem, veste, vsi pravijo, da Trump noče, da bi bila vojna med tem, ko bo svetovno prvenstvo v nogometu v Ameriki. In ta oseba mi je rekla, Američanom ni mar za nogomet.
Tako da se opravičujem vsakomur, ki bi se o tem želel prepirati z mano. Nimam mnenja, ker o nogometu ne vem ničesar. Hotela sem samo to izpostaviti. V redu. Drugič, opazite, da predsednik Trump, midve sva že govorili o tem, ne pred kamero, da predsednik Trump pogosto uporablja zaimek oni. In potem je zmeda, o kom sploh govori. In v tem posnetku, ki smo ga pravkar pokazali, je rekel, Rekli so mi, da nočejo. In naj tukaj nekaj razjasnimo. Tisti oni, ki jih je najprej omenil, niso Pakistan, ampak moderatorji, tako imenovani posredniki. Posredniki te tako imenovane pogodbe, ki sploh ni pogodba. Omenil je Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Katar. To so tisti, ki so prišli k njemu in rekli, naj počaka. Trdi, da je bil približno 1 uro oddaljen od tega, da bi dal ukaz za začetek napada v torek, torej včeraj. In potem so k njemu prišle te 3 države. Zanimivo je, da so to države, ki so bolj ali manj v protiranskem bloku, zagotovo Združeni arabski emirati. In prav te so prišle k njemu in rekle, da je iranski režim pripravljen počakati, ker bi morda lahko prišlo do premikov v odnosih z iranskim režimom. Mislim, da je bilo pomembno povedati, kdo so oni. Saj je ves čas govoril, oni so rekli. In koga je s tem mislil? In to je pomembno. Pomembno pri tem je tudi to, da so analitiki na vseh straneh, ker vsi poskušajo ugotoviti, kako interpretirati predsednika Trumpa. In mislim, da nikomur ni uspelo, vendar nekateri analitiki pravijo, da je to dejanje. Pravzaprav je to Trumpova, to je tudi taktika zavlačevanja Združenih arabskih emiratov, ker poskušajo urediti svoje zadeve, da bi pomagali pri tem prizadevanju. Bomo videli, ne vemo. Ko reče, kdo ve. Morda ta konec tedna, morda bo težko, ampak povem vam, da se Izraelci, ki se pripravljajo na praznik ta konec tedna, ki se začne v četrtek zvečer, pripravljajo na praznik Šavuot. In tako bo prišlo v šabat. To pomeni, da je to četrtek zvečer, petek, sobota. To je naš konec tedna. Za nas nedelja ni konec tedna. Ampak bistvo je, da Izraelci že pravijo, no, pripravimo zaklonišče, imeli bomo praznik, ne bomo imeli praznika. Ampak spet, kar me najbolj skrbi, ni to. Kar me skrbi je, da nočem, da bi se iransko ljudstvo počutilo popolnoma zapuščeno. Ker ja, ekonomsko zadušiti režim pomaga tem ljudem. In zato so bili pripravljeni prenašati grozno, obupno stanje, v katerem so. Ker so verjeli, da bo ta pritisk, vojaški in ekonomski, zrušil njihov režim. In rada bi poudarila še eno stvar. Spomnila sem se, veste, kako ves svet pravi, moj Bog, komaj smo končali pandemijo, COVID in vse to, in komaj smo zadihali. In Izraelci so to zagotovo govorili. Otroci niso bili v šoli in zdaj imamo to vojno. No, veste, nihče ni omenil, da je bila v Iranu med pandemijo prava katastrofa. Bilo je veliko bolnih ljudi. Veliko ljudi je umrlo in bile so množice ljudi. Spomnim se, če se prav spomnim, da so ljudje govorili, da so bili tam člani iranskega režima, da bi rekli, da to v resnici ni nevarno. Počeli smo stvari, kot je lizanje vrat predsedniške palače. Ne vem, če temu v Iranu pravite palača. Ampak bistvo je, da nihče ni omenil, da so tudi Iranci šli skozi COVID. In šli so skozi to še huje kot večina drugih. Odgovoril bi z nekaj stvarmi, ampak najprej bi rad povedal to. Če poslušate, veste, splošno mnenje, ljudje pravijo, Trump si nasprotuje. 1 uro reče A, 2 uro reče B, 3 uro reče C in je nejasen. Ne? In s tem se ne strinjam. Mislim, da če Trumpa poslušate pozorno, je zelo dosleden. Pravi najprej in predvsem, in to večkrat ponavlja, da ima raje dogovor. Dogovor, ki dokončno zapre in zavedno konča iranski jedrski program. In govori o tem, da morajo, njegove besede, ne moje, iz Irana odstraniti jedrski prah. Govori o obogatenem uranu, torej tistem z več kot 60%, kar je zelo blizu stopni, primerni za izdelavo orožja. In končanje njihove zmožnosti za nadaljnje obogatitev urana, kar pomeni razstavljanje njihove infrastrukture za obogatitev, centrifug in podobno. To ponavlja znova in znova, brez sprememb, brez popuščanj. On je zelo jasen. In ko govori o napadu na Iran,
včasih uporablja zelo močne izraze. Ampak v bistvu, če dobro poslušate, uporabljamo vojaško silo, da pritisnemo na režim, da sprejme dogovor, ki ga nočejo sprejeti. Ker iranski režim noče opustiti svojega jedrskega programa, saj še nimajo jedrskega orožja. Ampak brez tega, Prav tega nočejo opustiti. In zato jih sili, da plačajo ceno. Močno pritiska na nje. Ohranja pritisk z gospodarskimi, vojaškimi grožnjami in podobno, da bi jih prisilil k dogovoru, ki ga bo on, pa tudi Izrael, štel za zmago, za dokončen konec iranskega jedrskega programa. in čeprav znova uporablja različne besede in poudarja različne stvari, je bil pri tem zelo, zelo dosleden. Zanimivo je, da je, ko je govoril o tem, omenil, da je treba dati še nekaj dni časa in govoril je o tem, da arabske države prosijo za več časa, ker so pogajanja zelo blizu dogovora. Prva stvar, na katero sem pomislil, je bila, kaj se je zgodilo s Pakistanci. Ker so bili oni tisti, ki so vodili mediacijo. In dejansko, ko je prekinil operacijo Svoboda, ki je bila, veste, tista Epska svoboda na Ožinah. v Ožinah, da bi pomagali ladjam, veste, tankerjem in tako naprej, da bi zapustili zaliv. Rekel je, naredil sem to, ker so Pakistanci to zahtevali. In Iranci kažejo znake, veste, določene prilagodljivosti, ki je doslej niso pokazali. In Iranci so mu poslali kos papirja, za katerega je rekel, da je nesmisel. In povsem mogoče je, da je ugled Pakistana v Beli hiši upadel, ker so morda poslali sporočilo Irancem, da so pripravljeni na kompromis. In nenadoma pošljejo kos papirja, ki je bil ravno nasproten temu. In zdaj smo rekli, da sem stvari ustavil zaradi arabskih držav. Bodimo iskreni. Združeni arabski emirati nimajo dobrih odnosov z Iranom. Saudijci imajo zelo zapletene odnose z Iranom. Morda Katarci imajo tam komunikacijski kanal. Ampak da so oni prosili za to prekinitev ognja ali za ta začasni premor za nekaj dni, premor, ne vem, kako se izgovori ta beseda, to bi lahko bilo tudi zato, ker se morajo pripraviti na nov krog bojev. Ja, tudi to je mogoče. Pakistanci so naredili to, da so poslali vsa ta vojaška sredstva, da bi pomagali braniti Saudsko Arabijo. In morda se morajo postaviti na položaje, da se Saudijci počutijo varneje. Torej, razlogov je lahko več. Zadnja točka, dvakrat ste že povedali in nisem odgovoril, da se počutijo izdane, da je predsednik Trump rekel, da pomoč prihaja. In da ta pomoč še ni prišla do iranskega ljudstva. In če poslušam Trumpa, mislim, da je bil zelo, zelo dosleden, ko je rekel, želi dober dogovor, dogovor s sedanjim režimom, ki konča jedrski program. In tako kot predsednik, kot tudi premier Netanjahu v Izraelu, si vsi želimo spremembe režima v Iranu. In ne želimo videti, da bi iransko ljudstvo vodil režim, ki mu je dejansko mar za iransko ljudstvo in ne za nek globalni džihadistični cilj. Ampak režim, ki ga dejansko skrbi za dobrobit svojega ljudstva. To si želimo videti. Radi bi videli, da ajatoleje izgubijo politično moč. In Netanjahu je to dobro povedal, ko je rekel, da morda sporazum režima v vojni ustvarjaš pogoje, da lahko ljudje spremenijo režim. Da to je to. Ampak to ni neposreden cilj vojaške operacije Združenih držav in Izraelcev, ni sprememba režima. To nikoli ni bilo izrecno povedano. In iransko ljudstvo mora vedeti, da lahko pri spremembi režima na koncu ustvarimo pogoje, ki oslabijo režim. Ampak na koncu bo sprememba režima odvisna od njih. Prav, res je, to nikoli ni bil cilj. Vendar to v resnici ni pomembno, ker mislim, da je to le vprašanje semantike. In povedala vam bom, zakaj tako mislim. Režim brez jedrskega orožja in brez programa balističnih raket, kot je zdaj, je skoraj enako kot padec režima. Zdaj je sprememba režima drugo vprašanje, ker ne vemo, kdo bo zamenjal režim. Ampak ne govorimo o spremembi, govorimo o strmoglavljanju režima. Zato morajo obdržati ta svoja sredstva. To je vse, kar imajo. Brez tega nimajo nobene moči in zato se tako obupano trudijo, da to obdržijo. Zdaj pa kar se tiče pesimističnega pogleda. Rada bi povedala nekaj o Združenih arabskih emiratih, Saudski Arabiji in Katarju.
Eden od pesimistov v Izraelu tudi pravi, veste kaj, razlog, da so te države prišle k Trumpu in rekle, naj mal počaka, naj še mal počaka, je ta, da jih je Iran bombardiral, jih napadal z droni in raketami. In ideja je bila, da so želeli reči, prosim. In prav zato je Teheran to počel, da bi te države rekle Trumpu, prosim, nehaj. Tega ne zmoremo več prenašati. Torej, ali pravijo, nehaj, moramo se pripraviti, da ti pomagamo pri vojaški operaciji ali karkoli že, ali pa ti dovolimo, da to storiš, ali pa pravijo, prosim, nehaj, ker se želimo predati, želimo odnehati, nočemo, da bi še več raket zadelo naše premoženje. In potem v resnici ne vemo, kaj se dogaja. In ja, Pakistan je bil, veste, najprej je smešno, da je džihadistični režim vaš posrednik, ko ste med Zahodom in džihadistično državo. V redu, to vemo in vemo, da Združene države in Izrael glede tega niso povsem usklajeni. Ampak zdaj nam gre skupaj, odlično. Težko verjamem, da bo predsednik Trump, potem ko je rekel ne bo jedrskega programa, dovolil, da bi bil ponižan. Da bi na koncu podpisal nekakšen dogovor, ki se ne razlikuje veliko od Obamovega JCPOA, saj je sam ves čas govoril, da je to grozen dogovor. In jaz sem ga raztrgal in to je tudi storil, hvala Bogu. Ampak to, kar ljudje, ki podpiramo Trumpa, kot sem jaz zelo podpiram Trumpa, pravimo, je, ne morem verjeti, da si bo to dovolil narediti. Preprosto ne morem verjeti. Ampak spet, včasih govori in rečem ojoj, včasih pa rečem dobro in ne vemo. In vse, kar lahko rečem je, da vem, da ves čas ponavljaš, da Trump želi dogovor, kaj ne? Beseda dogovor pravzaprav ne pomeni ničesar. V vojni je seveda vedno nekakšen dogovor, ampak obstaja tudi nekaj, kar imenujemo prositi za mir. Ko izgubljaš in ko, obstaja nekaj takega kot končanje vojne, kjer je ena stran zmagovalna, druga pa poražena. In zato mi ta beseda dogovor ni vedno všeč. Kar je Trump večkrat ponovil, je zelo jasen glede tega, kaj potrebuje. In pravi, da je zmogljivost za bogatenje jedrskega materiala. In pri tem vprašanju ga Izrael 100% podpira. O čem Trump ne govori? In jasno mi je, da je pripravljen biti prilagodljiv ali celo doseči tak dogovor, da bo jedrski program rešen na način, kot si želi. Pripravljen je biti prilagodljiv glede drugih vprašanj. Ko je Netanjahu pred 2 tednoma dal intervju za CBS-ovo oddajo 60 Minutes, je govoril o jedrskem programu. Govori pa je tudi o programu balističnih raket, ki predstavlja grožnjo Izraelu in arabskim sosedom Irana. In govoril je o posredniških skupinah, veste, o iranski podpori Hezbolahu in Hamasu ter podobnem. In Trump o tem ne govori. Trump je izjemno osredotočen na jedrsko vprašanje, ki je za Izrael najpomembnejše, vendar ima Izrael tudi druge težave. Torej, če Trump dobi dogovor, ki ga želi glede jedrskega vprašanja, čeprav ne vem, ali je to mogoče, morda bo potrebno še več bojevanja, vendar je njegov cilj doseči dogovor o jedrskem vprašanju. Če mu to uspe, mi je jasno, da je pripravljen sklepati kompromise glede drugih vprašanj in jih ne postavljati kot visoko prioriteto. Morda bo, veste, besedilo, ki na teh vprašanjih, veste, v resnici ne bo pomembno. In morali bo biti nekakšen omilitev sankcij za Irance, to bodo zahtevali kot del odpovedi večjim naporom pri jedrskem programu. In tukaj moram vam povedati, kot Izraelec, rad bi, da bi bilo vse rešeno. Ja. Ampak, kot sem že rekel o tem, nikomur se ni treba strinjati z mano. Ampak, kot sem že prej rekel v najinih pogovorih, naj popolno ne bo sovražnik dobrega. Če lahko končamo iranski program, jedrski program enkrat za vselej, in bodo še vedno ostala druga vprašanja. V redu, s tem se bomo lahko ukvarjali. Končanje jedrskega programa, verjamem, je in ostaja najpomembnejša stvar. Še ena točka. Pakistan zdaj pošilja vsa ta vojaška sredstva, da pomaga Savdicem. Iranci tega ne morejo odobravati. Ker pred kom branijo Savdsko Arabijo? Pred Združenimi državami? Ne. Pred Izraelom? Ne. Branijo Savdsko Arabijo pred Iranom.
In ali je to znak, da lahko v teh okoliščinah Pakistanci še naprej igrajo vlogo posrednika? Ali bodo Iranci dovolili nekomu, ki premika vojaško opremo v Savdsko Arabijo, da brani Savdsko Arabijo pred njihovimi agresivnimi napadi? Da. Dogajajo se nekatere zanimive stvari. Absolutno. Ampak šala je, vidite, tukaj imate, rečete, ojoj, ali bo Iran dovolil Pakistanu, da še naprej posreduje, če dejansko podpira Savdice in jim dobavlja orožje. In ironično, to želim povedati o Zahodu. Zakaj bi Združene države sploh dovolile Pakistanu, sovražniku, džihadistom, vsem tem protizahodnim? Zakaj bi Zahod dovolil Pakistanu, da je posrednik? Torej, ja, dogaja se vse mogoče in mi ne vemo. In del tega, veste, včasih je povezano z nevednostjo o resničnem bistvu Bližnjega vzhoda in tamkajšnji miselnosti. Včasih se resnično vse skupaj skrči na to. Ampak v redu, s tem živimo že desetletja. Poslušajte, leta 1979, ko so študenti, kakorkoli že, tako imenovani študenti prevzeli nadzor, zajeli 52 ameriških diplomatov za talce na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu. In predsednik Carter je sedel doma in rekel, ničesar ne more storiti, ko so tvoji ljudje vzeti za talce. To je ena stvar. In potem je direktor CIA rekel, nihče ni vedel, da se to dogaja. Veste, govorimo o 7. oktobru. Presenetilo nas je. No, naj vam nekaj povem. Tam so bili ljudje, vsi, ki so delali v CIA. Veste, radi rečemo Mossad in CIA, da sta nekako vse mogočna. Nihče ni govoril farsija. Nihče ni vedel, kaj se dogaja. In kar poskušam povedati je, da se Zahod pogosto znajde, veste, kot da ga ujamejo nepripravljenega pred zlom. Ker veste kaj, predvidevam, da ne domnevamo, da imajo ljudje preprosto zle namene. Mislim, da je to odgovor. Ampak kakorkoli, stvar je tukaj ta, da če Trump res podpiše kakršenkoli dogovor, zdaj spet, če bodo jedrska orožja odstranjena, potem obstaja večja možnost, da bo režim padel. Če režim pade, če pride v boljše roke, potem nas bodo proksi skupine manj skrbeli. Vse je v mentaliteti. Kdo vodi to? Ker so te proksi skupine tukaj zaradi režima in vsega tega. Torej, ampak povedala bom eno stvar. Trump je v negotovem položaju. Morda ne svojo zvesto bazo, ampak je v negotovem položaju. Ker nekateri ljudje, vključno z njegovim lastnim podpredsednikom, niso želeli te vojne. Za začetek, če ne doseže očitne, jasne zmage in podpiše dogovor, ki spominja na Obamo, potem bo izgubil vso podporo ljudi, ki podpirajo vojno. In tako bo nekako ostal, veste, z obeh strani v težavah. Zdaj, no, to je dodaten razlog, zakaj se logično gledano ne bo strinjal s slabim dogovorom. Ne bo pristal na nekaj, kar je podobno Obamovemu dogovoru. Vztrajati mora pri nečem, kar resnično enkrat za vselej konča njihov jedrski program. Ruti, bližamo se koncu oddaje in kot smo obljubili našim gledalcem in poslušalcem, bomo vedno namenili 3-4 minute izraelski politiki. In tu je vprašanje prihajajočih volitev. Datuma še nimamo, bodo septembra ali oktobra, morda bomo imeli datum do naslednjega tedna. Trenutno pa vemo le to, da bodo izraelske volitve kmalu, čez 3-4 mesece, odvisno od končnega datuma. In tu so volitve. To je vprašanje, ki ga nimajo v številnih zahodnih demokracijah. In o tem sva danes razpravljala v avtu na poti do najnega podcasta. Veliko ljudi tega ne ve, ampak Izrael je ena redkih zahodnih demokracij, kjer državljanom ne dovolimo glasovati, če so v tujini. Nimamo glasovanja v odsotnosti. Z drugimi besedami, v Izraelu ni dovolj, da si izraelski državljan, ampak moraš biti izraelski državljan, ki živi v Izraelu. Oziroma, oprostite, ali pa tisti, ki priletijo sem. Tisti, ki priletijo, je Robert. Moraš biti fizično prisoten. Lahko živiš nekje druge, dokler priletiš sem na dan volitev in voliš. Moraš biti fizično prisoten. Moraš biti fizično v Izraelu. Prav. In govoril si mi o nekem prizadevanju nekaterih proti Netanjahujevih skupin, da naredijo, kaj si že rekel? V redu, veš, tukaj postane zelo zmedeno, ker je celotno vprašanje, ali je glavna tema tukaj proti Netanjahujev blok in pro Netanjahujev blok. Nekateri temu pravijo levica in desnica, ampak je bolj zapleteno kot to. Ampak protestno gibanje, tisti ljudje, ki so šli na ulice,
tik pred 7. oktobrom, v mesecih pred 7. oktobrom, je bilo povezano z vladnimi prizadevanji Netanjahujeve vlade za reformo pravosodnega sistema. Ljudje so hodili na ulice, da imenovali fašista, poskušali zrušiti vlado in govorili, da to ni demokracija in tako naprej. Ti ljudje so bili močno financirani in tako naprej strani nevladnih organizacij. Zdaj je veliko voditeljev tega gibanja odločilo, da morajo zagotoviti, da Netanjahu ne oblikuje naslednje vlade. Radi bi pripeljali čim več levičarskih Izraelcev ali proti Netanjahujevskih Izraelcev, ki živijo v tujini, domov za en teden ali na dan volitev, da bi glasovali. Prav, in to so lahko Izraelci, ki živijo po vseh Združenih državah, v Evropi in drugod. Kako torej financirate to? Namesto, da bi to financirali z zbiranjem denarja od kakšne nevladne organizacije, so prišli do tega načrta. In ko rečem oni, govorim o določenih vodih protestnega gibanja. In načrt je pravzaprav precej pameten. Vključiti vse akademike, predvsem z področja humanistike in družboslovja, vendar ne izključno. Izraelci v tujini, ki so in zdaj so akademiki, ponavadi na levici in sovražijo Netanjahuja. Tako so se odločili, da takoj, ko bo določen datum volitev, ki so vedno na torek, torej bodo oktobra ali septembra, ampak takoj, ko bo določen datum, to gibanje ljudi bo šlo na vse izraelske univerze in bo spodbujalo univerze zunaj Izraela, kjer so izraelski profesori, da organizirajo, recimo univerza v Tel Avivu, bo rekla, v redu, imeli bomo dan predavanj in vse to. In univerza, ki plačuje izraelskega akademika v tujini, bo financirala njegovo potovanje. Zakaj? Na akademsko konferenco. Da pride na akademsko konferenco. Torej, ideja je, da bo na dan, recimo volitve, bodo v torek, in v ponedeljek, tik pred tem, boste videli, če bo delovalo. Cela vrsta izraelskih akademikov, ki živijo v tujini, ki so zapustili Izrael, vendar živijo v tujini in imajo pravico voliti, ki jih financirajo njihove univerze. V Združenih državah, Evropi, Avstraliji ali kjerkoli drugje, množično prihajajo na konference na izraelskih univerzah. In vse je zakonito, ker so financirani tako, kot so vedno, ko grejo na konference. Akademiki to dobijo kot običajno ugodnost. In to je poteza, ki jo je treba narediti. Tako da bodimo pošteni, sekularni Izraelci so se dolga leta, upravičeno ali ne, jezili na ultraortodoksne. Tako kot imate ultraortodoksne in ortodoksne skupnosti po Zahodu, v Ameriki, Kanadi, drugih delih Evrope in Avstraliji. In ne vem, ali je to res ali ne, ampak ljudje pravijo, da če rabin eden od rebejev, veste, eden od teh ljudi so zelo hierarhični, in če rabin reče, Jože, skoči v jezero, bo skočil v jezero. In če rabin reče, pojdi z letalom v Izrael, da boš tam na dan volitev in glasoval za ultraortodoksno stranko, bodo to tudi storili. In tako je to. Samo, če so izraelski državljani. Ne, seveda. Samo, če so izraelski državljani. In tukaj želim izpostaviti večje vprašanje, o katerem želim, da naši gledalci in poslušalci razmislijo. Zakaj je v Izraelu tako? Če ste Američan in ste na dan volitev v tujini, lahko glasujete. Enako velja, če ste Avstralec, Kanadčan, Britanec, Francoz ali Nemec. In zakaj v Izraelu? Mislim, da je David Ben-Gurion, resnica je, naš prvi predsednik vlade, ko je ustanovil judovsko državo, bilo tukaj manj kot 1 milijon ljudi. V tujini pa veliko več Judov. In nisi želel situacije, kjer bi judovske skupnosti v tujini lahko narekovale, kdo bo sestavljal izraelsko vlado. Oni ne živijo tukaj. Lahko bi spet kot Žid bi lahko prišel iz New Yorka, dobil državljanstvo, se vrnil in živel v New Yorku in potem bi lahko teoretično glasoval na izraelskih volitvah, ne da bi dejansko kdaj živel tukaj, delal tukaj in plačeval davke, kaj ne? In tako je bila sprejeta odločitev, da mora živeti tukaj. In kar je zanimivo, edina druga večja ali pomembna zahodna država, ki ima enak sistem, je Irska. In Irci so seveda grozni. Grozni so do Izraela. In antisemitizem je tam zelo razširjen. Toda tako kot Izrael imajo tudi oni veliko diasporo. In veste, če ste irsko-ameriški, irsko-kanadski ali irsko-avstralski državljan, tudi če so vaši stari starši ali prastari starši prišli iz Irske, ste upravičeni do irskega državljanstva. In nisi so želeli iste stvari. Niso želeli, da bi Irci
v tujini glasovali in vplivali na njihove volitve. In mislim, da je bil Ben Gurion imel prav. Veste, če boste odločali o izraelski vladi, želite biti tukaj. Želite biti del države, če boste del demokratičnega procesa. In seveda bodo stranke na levici, na desnici, verske, sekularne, seveda spodbujale Izraelce, da so tukaj na dan volitev. In videli bomo, kako učinkoviti sta obe strani pri tem, da pripeljeta svoje volivce na volišča. No, eno stvar pa vemo statistično. In to je, da ni pomembno, na kateri politični strani si. Znano je, da ima levica v Izraelu zelo visoko volilno udeležbo, za razliko od desnice. Mislim, naprimer, Likud, glavna stranka, ki jo vodi Netanjahu, je znana po tem, da njeni volivci na volilni dan ne prihajajo množično. Kar je nekako ironično, ampak to je dejansko statistično dejstvo. In tako imate pred volitvami Likud, ki pravi: ljudje, pridite in volite. Zanimivo je tudi to, da imam prijatelje v tujini, Izraelce v tujini, ki živijo v tujini, so zelo premožni in vse to. In govorijo mi, moraš to narediti, moraš protestirati, moraš to in ono. In pol jih vprašam, ali boste prišli? Boste? Mislim, govorijo mi, da moram poskrbeti, da Likud zmaga. In jim rečem, ali boste prileteli nazaj sem, ko bodo volitve? Ne, ker takrat ne moremo. In rečem, v redu. Torej, kar mi pravite je, da moram iti na ulico in držati nek plakat. Ne, jaz bi rekla, zakaj pa ne pridete raje volt? Ampak v redu. Ampak bistvo je, da trenutno res ne vemo. Mislim, veste, v preteklosti, ko je bil predlog, da bi to odprli za glasovanje po pošti, spomnim se, da je levica tukaj ponorela, ker so rekli, če to naredimo, bo desnica zagotovo zmagala. In vprašala sem nekoga, sem rekla, zakaj? No, mislite, da so Izraelci, ki zapustijo Izrael in se odločijo, da ne bodo živeli v Izraelu. Kako veste, da so na desnici? Torej, dal vam bom odgovor na to. In s tem bomo morali zaključiti, ker nam zmanjkuje časa. Ampak obstajalo je recimo predstava o Izraelcu, ki recimo živi v Ameriki, je bila, da je taksist v Los Angelesu. V redu. In taksist v Los Angelesu, tako kot taksist v Izraelu, je verjetno tudi, ne vem, sefardski jud, bolj verjetno desničarski volivec, bolj verjetno volivec Likuda. Ampak če je Izraelec, ki živi v Ameriki, visokotehnološki, aškenaški podjetnik ali levičarski univerzitetni profesor, bo verjetno glasoval drugače. Leta je Likud podpiral spremembe našega sistema, da bi Izraelcem, ki živijo v tujini, omogočili glasovanje. Edina sprememba, ki je bila uvedena, je bila ta, da so uradnikom izraelske vlade, ki delajo ali so napoteni v tujino, naprimer ljudem na veleposlaništvih, In tako naprej, ja. ali odposlanci judovske agencije, so lahko glasovali. Toda zakon se ni spremenil. Ne. In mislim, da se zakon ne bo spremenil. Ampak o tem in drugih vprašanjih lahko več razpravljamo naslednji teden. In glede tega bomo videli, ali je predsednik Trump, ko je rekel, da dajemo Iranu 2 dni, 3 dni, morda ta vikend, morda v nedeljo. No, bomo videli do naslednjega tedna, Mark, in potem bomo imeli veliko za povedati. Veselim se tega.